Pozdravljeni, z vami sem Minka in danes hitro popravilo včerajšnjega videa. V glavnem predavanje v knjižnici Vidim dobre polje imam naslednji teden, in sicer 23.1. ob 18. uri. Tako da se opravičujem, jaz sem si dala v koledar 2 datuma in bi dejansko jutri šla na predavanje, ampak predavanje imamo 23.1. ob 18. uri. No, zdaj pa še ne izkoristim ta video za povabilo. Predavanje imam tudi v Rogaški Slatini v knjižnici 4. februarja, tako da za vse z teh celjskih koncev pa v glavnem povabljeni. To je brezplačno predavanje v okviru knjižnice, se pravi 4. februar ob 18. uri Rogaška Slatina. No, potem imam pa še eno predavanje 27.1. Obrtna zbornica Škofja Loka v okviru ženskega podjetništva, se pravi žensko podjetništvo in stres. Bo pa tudi na tem predavanju moja hčerka Sara in bo razlagala o tem, kako si lahko pomagamo pri stresu, da se zmanjšajo bolečine v hrbtenici, vratni hrbtenici, kakšne vaje lahko naredimo, da aktiviramo limfo, kakšne vaje lahko naredimo, da razbremenimo pač te zapise stresa. Tako da v glavnem predavanje bo sigurno zelo zanimivo. No, zdaj pa če pogledamo tisto, kar za moje pojme je zelo pomembno. Veste, o čem smo včeraj govorile? Govorile smo o lakoti, o zelišču, ki dela čudeže za naša jetra. Govorile smo o ajdi, tatarski ajdi, kako pomembno je, da uživamo tatarsko ajdo, in prinesla sem sabo beljakovinski ajdov kruh za preizkušnjo. In tisti, ki imate pač mojo knjigo Minkina kuhinja za hormonsko ravnovesje in dolgoživost, ste verjetno že probali ta ajdov kruh. No, v vsakem primeru ajda vsebuje tako beljakovine kot baker, cink, poleg tega vsebuje rutin, ki je v bistvu snov, frakcija C vitamina, ki deluje na popravilo žil. V glavnem, ajda je dobesedno zakon. No, poleg tega, če pa uživamo poleg ajde, recimo, ker ajda je rastlinski vir beljakovin, če poleg tega uživamo ali jogurt, ali pa kakšno joto, ali pa da recimo naredimo ajdove žgance, pa zraven mleko, imamo pa rastlinske in živalske beljakovine in s tem dobimo vseh 22 aminokislin, ki jih naše telo nujno potrebuje za obnovo. Naše telo potrebuje aminokisline, da dela hormone, da dela encime, da lahko zaspimo sploh. Tako da ajda je eno tako živilo, ki bi bilo res pametno, da ga uživamo. No, potem smo pa govorile naprej o zelišču lakoti. Lakota ima pa, v bistvu, to je zelišče, ki raste tako kot ena štrena med travo. Ne zdaj pozimi, da se razumemo, ampak v poletnem času. In to lakoto, to dobite verjetno zelišče na internetu, da lahko kupite. Jaz sem si pripravila zeliščni macerat in sem zmešala skupaj olje, olivno olje, parman, pa lakoto, in to je krasna zadeva za čiščenje kože, za lepšo kožo, za odstranjevanje make-upa, pač dejansko, da grejo vse tisto, kar ne paše na kožo stran. In na koncu koncev, glejte, koža je tako kot usnje. In vsi vemo, da če bomo usnje prali, bo spokal. Če bomo pa usnje mazali z maščobo, usnje je potem prožno. In enako je z našo kožo. Če boste samo izsuševali vašo kožo, boste imeli suho kožo. Če boste pa z oljem čistili vašo kožo, bo prožna, mehka. In če boste še te aminokisline pojedli, bo dejansko vaša koža krasna. No, in potem naprej smo pa govorile o tem, kako pomembno je, da razumemo nekaj zelišč za naše dobro počutje. In predvsem za vse tiste, ki imate težave z jetri, ki vas mogoče boli na desni strani pod rebri, dajte se posluževati starega recepta, in sicer star recept je z brinovimi jagodami. Iz knjige Ko ima življenje žur. In sicer, kdor ima slab želodec ali pa težave z jetri, si s temi bodikami pomaga takole. Bodike pomenijo brinove jagode.
Prvi dan vzemi 4 brinovece, drugi dan 5, tretji dan 6 in tako vsak dan po eno več do 12. dne. In potem vsak dan po eno manj in to pomeni, da 12 pa 12, 24 dni, vsak dan ješ brinove jagode. In dejansko se ti stanje tvojega želodca izboljša. No in prav o tem smo pa govorili, ker stanje želodca se pa odraža na jeziku. In če imate razpokan jezik, če imate geografski jezik, kaže na to, ali pa če vas peče jezik, da imate premalo želodčne kisline. In če imate tak razoran jezik. V tem primeru vzamete knjigo v roke, ko imajo čakre žur in na začetku telo kot zemljevid, telo vam tako pokaže, kje imate težave. No in zdaj, če mi pogledamo jezik. Jezik, ki je razoran. Čakajte, da bom najdla ta pravo stran, zdaj to iščem v knjigi. Obraz in jezik, tukaj le je. Če imate vi težave s konico jezika, pekoča konica jezika, težave s srcem. Kaj pa zdaj narediti? Omega 3 rabite. Omega 3 je tista, ki podmaže tole mašinco, naš srček. Poleg tega pa, če vas špika pri srcu, pomanjkanje magnezija, tukaj prehransko dopolnilo morate vzeti. Seveda lahko vzamete mandlje, orehe, ajdo, ki ima ogromno količino magnezija, ampak če vas že špika pri srcu, bo treba vzeti prehransko dopolnilo magnezija in možno je, da je tudi pomanjkanje kalcija, ker če vas špika pri srcu, je lahko vaše telo preveč zakisano. In v tem primeru vzamete kalcij, magnezij, kalmah. Poleg tega pa je treba C vitamin vzeti, zato ker kalcij pa znižuje želodčno kislino in če imate pri straneh razoran jezik, to pomeni, da če boste še kalcij vzeli, se vam bo še dodatno zmanjšala kislina v želodcu. Zato v tem primeru date še C vitamin zraven in na ta način potem pride do ravnovesja kislina v vašem želodcu. Pa brinjeve jagode pač žvečite. Zdaj tisti, ki imate težave s tem, da vas pa zadaj jezik peče, pa pomeni, da imate po vsej verjetnosti težave ali s črevesjem ali z mehurjem. V tem primeru, če imate kar naprej težave tudi, z zastajanjem vode v telesu, če imate z mehurjem težave, da imate vnet mehur, rabite flavonoide. Flavonoidi so pa rdeča barvila, vijolična barvila iz borovnic, brusnic, robidnic, granatno jabolko. Dajte čim več uporabljati, recimo zdaj granatno jabolko, tudi čaj iz borovnic, ali pa borovnice kupite zmrznjene, pa jih date v smuti, pa uporabljate borovnice. Vijolična živila, sploh zdaj v zimskem času, so ključna tudi za imunski sistem, ker po drugi strani delujejo na obnovo žil, na obnovo našega telesa, celo zavirajo razvoj rakastih celic. Za 90% upočasnijo rast rakastih celic. No, potem, če imate težave s pekočim jezikom bolj zadaj pri straneh, pomeni, da imate težave z jetri, žolčnikom in z vranico. Lahko tudi, če imate po sredini razklan jezik, težave s trebušno slinavko in želodcem. Se pravi, v vsakem primeru jezik vam sporoča, da imate obremenjene notranje organe. Začnemo pri želodcu, brinove jagode. Poleg tega je pomembno vlaknine, ali pa tudi, ker če boste jedli brinove jagode, to so vlaknine, dajte popiti kozarec vode in žličko kisa. In boste videli, kako se bo stanje želodca začelo izboljševati. To pomeni, če imate pomanjkanje kisline v želodcu, da vam hrana obleži v želodcu, hrana se ne razgradi, pride do tega potem, da imate slabo kri, da imate vrtoglavico, da začne koža ni več lepa, zaradi tega, ker se beljakovine ne morejo razgraditi na manjše delce, počutite se utrujene, brez energije,
Sluznica ni taka, kot bi mogla biti. Ves čas imate vnetje v telesu. To je vse zaradi želodca. Ste razumeli? Brinove jagode, pa voda, v katero date kis. In je to to. Zdaj verjetno sprašujete, Minka, kje si to pisala? Ne več, ko imajo čakre žur. In tudi ta zelišča sem pisala v tej knjigi, ko ima življenje žur. Se pravi, v drugi knjigi in v 4. knjigi sem ne več pisala o teh zadevah. No, tako, pa zdaj, če pogledamo naprej, o čem smo še včeraj govorili. O tem, kako pomembno je, da razumemo, da Bog je dal na to zemljo nekaj ključnih zelišč in če mi to razumemo, da naše telo potrebuje fino metlico za počistiti naše telo, grobo metlo za popucati zadeve in razna taka blaga zelišča za to, da grejo stropi iz telesa ven. No in zdaj, če mi gledamo groba krtača za jetra, za žolč, Korda benedicta. To poznate, to je osad. Ta osad je čudežen. In Korda benedicta v starih zapisih dejansko govorijo o tem, če imate zaprtje, če vas boli v prsih, če imaš težave z želodcem, če imaš težave s tem, da imaš vročino, ampak se ne potiš, če imaš težave kakršnekoli v želodcu, dejansko skuhaš Korda benedicto. Če imaš, če si nasplošno, da te zebe, spet Korda benedicta. Kdor ima raka, Korda benedicto mora piti. Če imaš vnetje, kakršnokoli vnetje v telesu, pripraviš čaj iz Korda benedicte. Lahko dobite tudi tinkturo iz Korda benedicte in dajte to uporabljati, to je res nekaj neverjetnega. Korda benedicta je po sorodnik pegastega badlja, ampak vseeno ima močan učinek, mogoče še močnejšega kot pegasti badelj. No, potem imamo pa metlo v našem telesu, zelišča, ki počistijo, recimo kot je regrat, ovs, rman, zelena, peteršilj, bela omela. Recimo sploh, če gledamo ovs, ovs je tisti, ki nas prečisti od znotraj. In sploh, kdor je depresiven, bi mogel piti čaj iz ovsa, orehovih listov, šentjanževke in dejansko to skuha in to deluje proti depresiji. No, potem imamo pa naprej tavžentroža. Tavžentroža dejansko ne raste več tukaj, po večini ne raste, raste pa v zakotnih legah, recimo tam Cerkljansko, Idrsko, na tistem področju, ali pa ob morju, tam še vedno dobite tavžentrožo. In dejansko tavžentroža, se pravi za tiste, ki imajo kakršnekoli težave z žolčem, z jetri, je tukaj tavžentroža. Potem naprej šentjanževka. Šentjanževka je za pomirjati, je za depresijo in dejansko se pije čaj iz šentjanževe rože. Potem naprej timijan, materina dušica, deluje tako na črevesje, na želodec, kot na sluznico dihal. In sploh tisti, ki imate kašelj na kašelj, uporabljate kremo iz materine dušice in se vzadej in na prsih mažejo prsa. Potem naprej zlata rozga za ščitnico, za notranje organe, za ledvica, za mehur, za čistiti telo, za odvajati vodo iz telesa. Predvsem za vse tiste, ki imate hormonske težave, uporabljajte, pejte si kupiti zlato rozgo in jo začnite uporabljati. No, potem regrat, ki je v bistvu res notranja metla, pa rman, recimo zvrhano čajno žličko poparimo s 1/4 litra vode, pustimo ostati nekaj minut in lahko takoj popijemo. V tem primeru, če imamo nemir v telesu, če imamo naval krvi in vročine v glavo, vrtoglavico, migrene, težave z očmi, solzenje oči. Dame, pomislite, rman je čudežna zadeva pri navalih vročine.
Ejte. In sem rekla, jaz bom prav probala rman, ker ga imam namočenega skupaj z lakoto, ker to uporabljam za kožo, da bom ta macerat po žlički pila. Dejansko me zanima, kako to deluje. Pa potem kopriva, ki deluje na odvajanje vode iz telesa, pa trpotec, ki je proti vsem vnetjem, in ognjič, ki ima rdečo energijo. Rdeča energija je pa za obnovo vseh sluznic v našem telesu. Tudi ognjič vpliva na, se pravi, to so karotenoidi. Karotenoidi delujejo na oči, preprečujejo nastanek rdeče, zelene pege, pač sive mrene na očeh. Se pravi, vse te zadeve, kar je sprememba na očeh. No, tako da to je to. In ja, brinove jagode. Brinje, tako da probajte. Jaz recimo zdaj, ko hodim tukaj po Krasu na sprehod, ko grem mimo brinovega drevesa, njih par brinovih jagod, jih lepo pozobam in je to to. Zdaj, če bi pa šla domov prezebljena, če šnopzaš, pa imaš brinovce. No ja, lahko na ta način uporabljate. V vsakem primeru, dajte se zatekati k naravi. Narava je zakladnica vsega dobrega in sploh, če vidite, da imate kakršnekoli težave, ja, Bog je že vedel, kam mora dati zdravila. V naravo. In Slovenija je, hvala Bogu, tako majčkena in tako čista, da lahko dobimo res dobre zadeve. Tako da, dajte vzeti kakšno knjigo v roke, poglejte, s čim si lahko pomagate, ker dobesedno za vsako bolezen rožica rase. No in takle imamo pol na predavanjih, tako da načeloma, veste, fino je, ko se z ljudmi srečamo in potem eno je ta tehničen vidik našega zdravja, potem pa gremo še na čiščenje podzavesti, na vzorce in to je nekaj, kar je neverjetno. Sploh ko odpustiš ljudem, ki so te ranili, ko spustiš bolečino, takrat se marsikaj spremeni. V bistvu se takrat vse spremeni. Takole, dajmo še kakšno sporočilo s kar prehodovno dobo, potem pa tale video zaključim, tako da vidimo, kaj tebi stvarstvo sporoča. Čas je za spremembo. Vsa svetlobna bitja ti pomagajo narediti korak naprej. Nova vibracija, nov dom, nova zaposlitev, neka sprememba pozitivna prihaja v tvoje življenje in tvoja hvaležnost ti bo dvignila vibracijo in s to tvojo hvaležnico bo tako, kot bi se hvaležnostjo, bo tako, kot bi se usedla na raketo, ki te potegne naprej. Pač hvaležnost je tista ključna zadeva, ko pogledamo, zakaj sem jaz ta trenutek hvaležna. In ko sem res hvaležna, se zgodi čudež. In molitev in meditacija počisti zavore, ki te vlečejo nazaj in boš videla, kam te bo življenje popeljalo. Osvobojena si karme. Osvobojena si teže in zato zdaj lahko greš naprej. Tako da s tem bom zaključila današnji video. V glavnem, uživaj, se vidimo v kratkem na kakšnem predavanju, objavim v kratkem spet nov video, tako da smo na liniji. Uživaj!